Dober dan, en lep pozdrav, tole je zeliščne kmetije Gorska Roža. Spet je četrtek in se spet takole vidimo preko krajših posnetkov in da se malo seznanimo z zelišči. No, prejšnji smo govorili o zeliščih za krepitev pljuč, torej o bršljanasti grenkulici, pljučniku, trpotcu, mladih koprivah. Bilo je zelo lepo vreme in jaz upam, da ste si uspeli nabrati nekaj zelišč in da jih že pridno uporabljate. Danes bomo temo malo nadaljevali in bi vam seveda rada predstavila zelišče, ki je zelo podobno trobentici, vendar v naravi že nekoliko iztrebljeno, zato pa lahko to zelišče tudi gojite doma. Kot že lahko vidite, to je zelišče, ki se mu reče jeglič. Marsikdo ga že pozna, drugi, ki pa še ne, izgleda takole, da ima pokončno steblo, na koncu naredi takšno socvetje rumenih cvetov. Liste ima zelo iste kot trobentica, nabirajo se cvetovi, listi in pa v jesenskem času tudi korenine. Iz cvetov in listov si lahko pripravite čaj, to pomeni, da si ga naredite kot poparek. Zelo lepo se sušijo, tako da ni problema, ko jih shranjujte v steklenih kozarcih, saj drugače cvetovi izgubijo svojo barvo in s tem hkrati tudi svojo zdravilno moč. Zakaj pa se spet uporablja zelišče? Predvsem pri težavah z dihali, torej če so kakšni bronhitisi, kašlji, že pljučnice, katarji. Pomaga tudi pri odvajanju seča iz telesa, torej če so težave z protinom, torej če so že kakšne putike oziroma rahla revmatična obolenja. Predvsem pri starejših, pomaga predvsem v kombinaciji za starejše, v kombinaciji z mladimi listi breze in pa mladimi listi koprive. Torej že nekako tudi pravi čas, da si naberemo še druga zelišča in jih kombiniramo z jegličem. Seveda se tisti čaj pripravi kot poparek. Lahko jih pa namočite tudi na žganje in imate potem tinkturo iz jegliča. Kot sem že povedala, rastlina v naravi je že nekoliko iztrebljena, zato jih pa imajo že kar v dosti vrtnarijah. Rastlino si takole doma vzgojite brez problema in se sama naprej razmnožuje. Zdaj je tudi že kar lep pomladni čas in marsikoga prijemlje tista, bomo rekli, taka spomladanska utrujenost. In da se bomo tega nekako, bomo šli preko te utrujenosti, vam bi rada predstavila naslednjo zelišče, ki je zelo, bom rekla, poznano vsem in to je seveda rožmarin. Rožmarin, kako izgleda, mislim, da ga ni treba veliko opisovati. Je predvsem mediteranska rastlina in zraste lahko tudi več metrov, bomo rekli kar do 2 metra visoko. Če jo pa pridno režemo, lahko ohranimo kot tak manjši grmiček. Je trajnica in ima take suličaste liste. Zdaj je pa, ker je dovolj star, že tudi lepo cveti, tak vijoličen cvet naredi. Če greste na Primorsko, zdaj ne, no, ampak ko boste šli mogoče kdaj, boste videli, so celi grmi v tem cvetu. Uporabljajo se tako cvetovi kot listi, kot tudi stebla. Tako da stebel, ko na primer sušite zelišče, posmukate liste dol, hkrati s cvetovi, stebla pa lahko namočite potem na žganje ali na olivno olje ali pa na kis. Zakaj pa se sploh uporablja rožmarin? Najpogosteje ga seveda poznate, da se uporablja v kulinariki, torej v jedeh. Ampak seveda si iz njega lahko pripravite tudi čaj. Zelo pospešuje odtok krvi, saj širi žile in s tem dviguje nizek krvni tlak. Torej tisti, ki imajo visok krvni tlak, naj ga uporabljajo v manjših količinah, da ne bo kaj narobe. Drugače pa zelo krepi srce in pa pomaga proti demenci. Kot se rečejo tisti pregovor, rožmarin za spomin. S tem pa lahko potem kasneje mogoče preprečimo oziroma upočasnimo Alzheimerjevo bolezen. Tako da kar pridno uporabljajte.
Lahko si pripravite, kot sem pa rekla, tudi tinkturo, tisto pa uporabljate v manjših količinah oziroma po kapljicah, maksimalno nekje 3-krat na dan. Rada bi samo to še povedala, zdaj je tudi čas, ko že pridno nabirate zelišča in obdelate te domače jegre in tako naprej. Jaz priporočam, da ne uporabljate vseh, ne vem koliko, eni dajo tudi 56 rastlin v domače žganje, ampak je dovolj, če uporabite nekje 20-25 zelišč, ki jih dobro res poznate in ki se nekako dopolnjujejo med sabo. Uporabljajte samo tista, ki jih res dobro poznate, da ne bo karkoli narobe. Opozoriti želim na to, da na primer žajbelj in pa pelin ne smeta na alkohol, saj vsebujeta struptojon in lahko potem pride do kakršnihkoli težav, torej to ni za notranje uživanje. Tako da, če so kakršnekoli vprašanja, jaz vas vabim, da me obiščete tudi na naši Facebook strani, mi lahko pošljete vprašanje, slike, da vam pomagam pri prepoznavanju rastlin in lepo nabiranje do naslednjič. Lep pozdrav!